Pozdravljeni. Na vrsto je tudi prišel vikend, ki je posvečen veliki nagradi Belgije. In kot ponavadi v uvodnem prispevku, vse značilnosti ter zanimivosti, še preden se bodo aktivnosti na progi pričele. Vrnili smo se v nam znani studio in tudi tokrat, kot običajno, bo naš uvodni prispevek k veliki nagradi razdeljen na tiste tri nam dobro znane dele. Najprej se bomo ustavili pri vsem tistim, kar se je na progi zgodilo lani. Nato si bomo ogledali same značilnosti proge Spa-Francorchamps. In na koncu bomo kot običajno še nekaj minut porabili za vremensko napoved. A preden se lotimo lanskih dogodkov iz velike nagrade Belgije, bi vas rad spomnil še na nekaj. Od naslednje sezone si bosta velika nagrada Barcelone in velika nagrada Belgije izmenjevali mesto na koledarju. To pomeni, da bo velika nagrada Belgije prisotna v sezoni 2027, 29 in 31. V primeru velike nagrade Barcelone bomo imeli dirko na progi v Montmeloju, pa na onih preostali sodih letih. Toliko o tem, mi si bomo pa sedaj pogledali, kaj se je na progi zanimivega zgodilo lani. Tu je treba najprej pripomniti, da smo lani veliko nagrado Belgije spremljali v tistem rahlo drugačnem formatu. Namreč na progi v Spaju smo spremljali sprint. In tu ne smemo mimo dejstva, da je bil na kvalifikacijah za sprint najboljši Oscar Piastri, poleg njega Max Verstappen. Ampak celoten sprint se je odločil praktično v prvem krogu. Max Verstappen je na ravnini Kemmel izkoristil tisto vleko, ki mu jo je nudil voznik McLarena, in pred kombinacijo Lecombe prišel v vodstvo. In vodstva ni izpustil praktično do konca sprinta. Nekaj podobnega je poizkusil Charles Leclerc nad Landom Norrisom, le da mu to ni uspelo. In lahko bi dejali, da je bil sprint pokazatelj nekaj zanimivega. Namreč v nedeljo, ko je bila na urniku tista glavna dirka, torej dirka za veliko nagrado, smo imeli dež, kar v Ardenih ni nič takšnega in nič posebnega. Ampak štart je bil zamaknjen za uro. Nato smo videli, da so vozniki krenili za varnostnim avtomobilom in po 4 krogih, seveda, če izpustimo formacijskega, smo bili priča letečemu štartu. In tu je treba povedati, da smo videli, kako se je Oscar Piastri nečesa naučil. Nad moštvenim kolegom Landom Norrisem je praktično na dirki napravil isti manever, kot mu ga je pokazal Max Verstappen na sprintu. In seveda Oscar Piastri je v vhodu v Lecombe prišel kot vodilni. In seveda svojo prednostjo je nadzoroval dogajanje za seboj. Vozniki so seveda, kot vam je verjetno jasno, dirko začeli na pnevmatikah za vlažno progo. In med 11. in 12. krogom so se vsi ustavili ter nataknili
kolesa z pneumatikami z suho progo. Velika večina si je izbrala mešanico medium, le Lando Norris med vodilnimi je nekako poizkušal z mešanico hard. In tu je treba povedati, da se je Norris od časa do časa približeval samemu Piastriju. Ampak na to smo mnogokrat videli dobesedno napake britanskega voznika in Piastri je zmeraj lahko nadzoroval ter malce pobegnil. Na koncu smo videli, kako je dirko zmagal Piastri pred Norrisem, Charles Leclerc je končal na najnižji stopnički zmagovalnega odra. In če izvzamemo vreme in dogajanje praktično v prvem krogu, tako sprinta kot one glavne dirke, bi lahko dejali, da velika nagrada Belgije ni bila nič kaj posebnega. A seveda toliko o tem, kar se je na progi dogajalo lani. Poglejmo si raje lastnosti te znamenite proge. Tu se bomo najprej vrnili k nečemu, kar smo že omenili v nekaj predhodnih prispevkih. Namreč letos imamo nov tehnični pravilnik in seveda tudi proga je razdeljena drugače. Na progi v Spaju bomo imeli kar 5 območij, kjer bodo vozniki se lahko pognali z spuščenimi profili, tako na prednjem, kot tudi na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju. Kot sem že omenil, prav tista kombinacija med drugim in tretjim območjem, kjer je nekje v sredini znameniti Auguste-Rodin, zna biti zelo zahtevno, če ne že nevarno. Odvisno seveda od vremenskih razmer. Ampak med lansko in letošnjo sezono lahko beležimo neko zanimivo spremembo. Namreč Pirelli je za lansko veliko nagrado Belgije pripeljal mešanice C1, C3 in C4. Prav ste razumeli, izpustili so C2, ampak te, imenujemo jo napake, niso ponovili letos. Letos imamo C2, C3 in C4. In tudi to boste morali nekako upoštevati, ukolikor se boste želeli preizkusiti v oni napovedi strategij. Kar se tiče lastnosti proge, so vsem nam dobro znane. Če pogledamo stres in bočne sile, imajo vrednost 5, medtem ko pospeševanje in zaviranje vrednost 4. Preostale 3 vrednosti na naši tabeli so pa one povprečne, ki imajo vrednost 3. Po svoje bi lahko dejali, da je stres, ki ga doživljajo pneumatike, generalno gledano na progi nadpovprečen, in če pogledamo predvsem bočne sile, so tiste, ki so nekako primarnega pomena, torej ovinki, ki jih prevozijo vozniki z visoko hitrostjo, ne samo v Auguste-Rodinu, ampak tudi v Puchonu, Malmediju ali pa marsikšekateremu drugemu znamenitemu ovinku. Kar se tiče tistih podatkov, ki jih predpisuje Pirelli, vidimo, da pri previsnem kotu ni absolutno nobenih sprememb. -2,5 stopinji na prednji osi in -1,75 na zadnji osi. Kar pa ne pomeni, da smo bili deležni sprememb pri minimalnem tlaku, ki ga pripisuje Pirelli. Ta je na prednji in zadnji osi 28 funtov na kvadratni palec oziroma 28,5 funtov na kvadratni palec, ko se pneumatika segreje. Tu seveda je treba povedati, da smo lani imeli drugačno tipologijo pneumatik, ampak zanimivo, na prednji osi je Pirelli lani predpisal tlak
26 funtov in pol na kvadratni palec, na zadnji osi 24 funtov in pol na kvadratni palec. In če na prednji osi bi lahko trdili, da skok ni bil nekaj tako posebnega, na zadnji vidimo izjemno razliko. Seveda zopet s poudarkom na tem, da običajno v prejšnjih sezonah nismo videli izenačenega tlaka tako na prednjem kot na zadnjem paru koles. Tu še neka zanimivost, ki bo lahko zanimala marsikoga izmed vas. Grafični prikaz, kaj so vozniki uporabili na sami dirki. In vidimo, da poleg pnevmatik za vlažno progo je prevladovala mešanica medium. Mešanico hard, torej tisto C1, je uporabil malo kdo, že prej omenjeni Lando Norris, in tudi zaradi tega so letos pri Pirelliju verjetno hoteli, da bodo z pnevmatiko C2 še koga drugega prepričali, da uporablja ono pnevmatiko, ki ima bel napis na boku. Ampak poglejmo si še simulacijo temperatur na samih pnevmatikah. In tu nam je situacija več kot jasna. Praktično razen na oni ravnini Kemel so pnevmatike stalno pod stresom. Vidimo, kako temperatura niha in kar pomeni, da bo dirka izjemno zahtevna. Pomembno bo upoštevati tudi temperature. Ne samo tiste, ki jih bomo videli v pnevmatikah, ampak tudi temperaturo zraka in temperaturo asfalta. Zato je primarnega pomena pogledati si vremensko napoved. In tu verjetno bo marsikdo zadovoljen glede tistega, kar pravijo vremenoslovci. V petek so možne plohe. Pravijo, da imamo nekje okrog 40% možnosti, da bomo imeli padavine na prvem in ali drugem prostem treningu. Temperature se bodo gibale tam med 14 in 25 stopinjami Celzija, kar je za ta letni čas v Spaju recimo temu skorajda običajno. V soboto bo oblačno, možnost padavin ocenjujejo tam na okrog 20%, ampak temperature bodo bistveno nižje, med 10 in 21 stopinjami Celzija. Kaj pa v nedeljo? Na dan dirke za veliko nagrado zopet oblačno vreme, kjer bodo možnosti padavin le borih 10%, ampak temperature se bodo še spustile in bodo se gibale med 8 ter 19 stopinjami Celzija. Naj vas spomnim, seveda hladneje kot je, mehkejša pnevmatika pride v poštev. Ampak, kot ste razumeli, kar se tiče našega uvodnega prispevka, je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.